A vi zaupate našim politikom? Zdaj ste mi joke uničili, mogli bi reči. Jaz mislim, da jim ne moramo zaupati. Naprimer, Sanja Ajanović-Hovnik, se spomnite, prejšnji teden je bila še ministrica za javno upravo. Torej, Hovnikova je v sredo na novinarski konferenci 1 uro zatrjevala, da ne bo odstopila zaradi nekih afer. Po je pa v četrtek zvečer na televiziji spet 1 uro razlagala, da ne bo odstopila. Ampak v petek popoldne, že vsi končali delati, že vsi na vikend šli, je Robertu Golobu, ki je bil na na neformalnem vrhu EU v Španiji, poslala sporočilo, da odstopa. Pojasnila o visokih stroških službene poti delegacije ministrstva v New York in o razpisu za nevladne organizacije so bila preveč neprepričljiva, da bi se obdržala na ministrskem stolčku. Špela Plešnik spremlja dogajanje. Špela, razlogi so znani. Kljub temu je ministrica trdila, da ne bo odstopila. Odkot torej zasuk? To mene zanima. Ko ne človek resno spremlja politiko, če politiko pet popoldne naredi lih nasprotno, kar je trdil četrtek zvečer. Zdaj, a je dobila po tisti oddaji kakšen klic? Zdaj, Golob po moje ni klicu, ki je bil preveč zaposlen s fotkanjem Tine. Če treba fotkati, če greš nekam, ne? Mogoče je pa klicu kakšen nezadovoljen gledalec. Mogoče je pa klicu, ki je pa rekel, Sanja, tole je bilo pa preveč, tole boš pa zdaj šla. Tega ne morem več gledati. Jaz sem že star, Štefka je glih čaj skuhala, ampak tole pa... Tole je bilo pa preveč. Ne vem, ugibam, ne vem. Se imitiram. Sicer pa Golobovi ministri odpadajo kot listje jeseni, razen letos, ko je zunaj še zmer 30 stopinj. Dvema je pred par dnevi vrata pokazal kar predsednik vlade. Uroš Brežan, ki je skrbel za naravne vire in prostor, je razumel sporočilo in odstopil. Kmetijska ministrica Irena Šinko pa je košarico slabše prenesla. Vidno dobre volje je kmetijska ministrica Irena Šinko prišla na najverjetneje eno zadnjih sej vlade, ki se je bo udeležila. Nimam nobenih pričakovanj. Midva s predsednikom vlade sva se dogovorila in jaz se s tem strinjam in ni nobenih težav. Kljub temu ne namerava podpisati odstopne izjave. Midva sva se dogovorila, nobenih težav. Ja, pa boste odstopili. Ne, to pa ne bom. Razumem, da ni hotela nič podpisati, ker ziher je retrograden Merkur. Tisto ne smeš pogodb podpisati takrat. Ne razumem pa, zakaj je bila tako dobre volje. Je bila glih na masaži kakšni. Mogoče kakšen bon za kmetijsko zadrugo dobila. Ali je bila pa srečna, da ni treba več v tej vladi sedeti. In kdo bo zamenjal odpuščena ministra? Vodenje Ministrstva za naravne vire in prostor bo začasno prevzela ministrica Alenka Bratušek, kmetijskega resorja pa Marjan Šarec. S Šarcem se sliši, to je še kar logično, no. Ne bomo lagali. Glede na njegove interese bi mogel biti od začetka že kmetijski minister. Ne bi bilo treba odstopiti. Ne vem pa, to bom pa priznal, če je pametno, da ministrica za ceste in železnice skrbi tudi za prostor. Zna se zgoditi, da se bo zdaj v prostoru zgodile neslutene spremembe. Da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Baba vse pozidala, što vidite, že ne. Kaj mizerja. V glavnem, ob 3 izgubljenih ministrih v slabem tednu je vlada vendarle našla eno novo ministrico. Robert Golob ne bo več skrbel za zdravje, kar mu, iskreno rečeno, ni šlo najboljše od nog. Oziroma nog. Ni mu šlo najboljše od nog. In koga je uspel prepričati, da bo odslej skrbel za čakalne vrste, za pomanjkanje zdravnikov, za... Odločitev torej ni bila lahka. Jaz jo sprejemam z veliko mero odgovornosti. Ja. Jaz verjamem, da odločitev ni bila lahka, ne? Človek, ki pride na pogorišče, mu ni lahko. To razumemo. In mimogrede, to je tista državna sekretarka, ki smo se jo zapomnili po tej izjavi, če se spomnite. Platforma bo omogočila, da pacient preden stopi v stik z zdravstveno službo preveri, ali simptomi, ki jih ima, zahtevajo pregled pri zdravniku, ali pa je mogoče dovolj samo zdravljenje. To je bila ta državna sekretarka, ki je zato, da bi naredili eno aplikacijo, prek katere se lahko sami preverimo, a sploh rabimo oskrbo ali ne. Pol noge mi manjka! Ja, pa si pogledal v aplikacijo.
Danes ste rekli, da ste vedeli. Spet samo opozarjam. Ampak, a se sam meni zdi, da se zdravstveni ministri menjajo kot poveljniki v vojni. Na začetku bitke četi poveljuje stotnik, potem stotnik pade v boju, ga zamenja poročnik, pade poročnik, ga zamenja desetnik in... Ker še ta pade, kdo ga v zamenju? Pač tiska ostane. Na Ministrstvu za zdravje je Loredana zamenjala državna sekretarka, ko ona odstopi, jo zamenjala njena tajnica verjetno, ko še ona gre, pa hišnik, jaz ne vem. So pa na Ministrstvu za zdravje trajnostno naravnani, zato so pri izhodu namestili tablo z napisom, kdor zadnji odide, ne ugasne luč. Junaka, ki bi bil rad odgovoren za kaos v zdravstvu, gotovo ni lahko najti. Verjetno kandidatov ni velik, niti za ostala izpraznjena mesta. Iskanje novih ministrov v trenutni situaciji ni ravno enostaven izziv, ne? Bejš, ne. Ne galom. Kaj? Kakšne pogoje pa moraš izpolnjevati, da lahko postaneš minister? Doktorat, diploma, koliko let delovnih izkušenj moraš imeti? Ne vprašati nekoga iz Gibanja Svoboda. Minister je nekdo, ki uživa zaupanje predsednika vlade in seveda za imenovanje ali pa za razrešitev pri nas v zakonodajni veji oblasti dobi ustrezno število glasov. Ni mi to krat kukučan, sam je pa podoben, ne? Torej, ne rabite diplome, ne rabite izkušenj, dovolj je zaupanje predsednika vlade in vas izglasujejo. Nekaj podobnega je povedal tudi odstopljeni minister Brežan. Razumem in spoštujem, da si predsednik na mojem mestu želi nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi. Ministru mora predsednik vlade zaupati in mora biti kompatibilen z njegovimi pogledi. Kje bi lahko našel takega kandidata? Jaz mislim, da je odgovor enostaven. Najbolj kompatibilen si sam s seboj ponovati. Ma najbolj, da sem sam minister za vse. Ker sem kompatibilen. Ma kaj pa, če bi bil kar kralj? Kaj ste za monarhijo, ljudje? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.